Mimogrede na olimpijskih igrah. Kitajska kulinarika v Pekingu in doma. Zgodovinarji ugotavljajo, da so se tehnik izdelave jogurta in sira Kitajci precej pozno naučili šele od stepskih ljudstev severa. En razlog za to, da Kitajci dolgo niso poznali mlekarske obrti, je zagotovo ta, da je med kitajsko populacijo zelo pogosta laktozna intolerančnost. Drug pa ta, da v monsonskem podnebju, kjer uspeva riž, reja molznih živali ni najbolj gospodarna. So bili pa Kitajci prvi, ki so začeli s koagulacijo sojinega mleka in tako izumili tofu. Mati, tofuja bi. Kitajska torej ni le pradomovina testenin, ampak tudi tofuja. Prvi zapisi o tofuji so spet iz časov dinastije Han, okoli začetka našega štetja, tofu pa se je po Kitajski razširil z roko v roki z budizmom, saj je tofu pri budistih poglavitni vir beljakovin. Prvič je besedo tofu v angleščini zapisal britanski trgovec James Flint v pismu, ki ga je leta 1770 poslal kasnejšemu ameriškemu predsedniku Benjaminu Franklinu. Beseda tofu, ki jo uporabljamo tudi mi, je sicer prevzeta iz japonščine, kajti na kitajskem je tofu dofu, kar dobesedno pomeni sesirjeno zrnje. Če pa po enakem postopku kot sojo obdelajo pšenico, temu rečejo seitan. Tehnika proizvodnje tofuja je, kot smo že ugotovili, zelo podobna proizvodnji sira. Namočena sojina semena zmeljajo v tekočo kašo, jo segrevajo, dodajo zgoščevalec, to je sol, kislino ali encime. Sojino skuto, ki se naredi, pa kot običajno nato ocedijo in stisnejo v sir. Od zgoščevalca pa tudi nadaljne obdelave je potem odvisen tudi okus in trdota tofuja. Različno ga dehidrirajo, ponekod ga prekajujejo ali cvrejo, naredijo tofujevo kožo, nekje imajo raje staran, drugot mlad tofu. Za gurmane ga fermentirajo in tako dobijo smrdljivi tofu, ki ima podobno kot nekatere vrste sira zelo močan, za mnoge skrajno odbijajoč vonj. Sinologinja Maja Veselič. Ja, smrdljivi tofu, mislim, da vsaki se kdaj po kakšni nočni tržnici kitajski sprehodu ima hočeš, nočeš izkušnjo s tem smrdljivim tofujem, tofujem, to je pa ta fermentirani tofu, ki ga potem prepraži na hitro, zelo močnega vonja. Eni ga imajo zelo, zelo radi, no, izhaja pa najbolj znani ta iz te hunanske kuhinje, ja, kot hunanska jed. Sicer ima tofu zelo malo okusa in vonja, zato ga je treba pred uživanjem marinirati, dobro začiniti, skuhati v omaki ali kaj podobnega. A za razliko od Američanov ali Evropejcev ga na vzhodu ne vidijo kot substitut za karkoli. Kitajski kuhar v Sloveniji Cai Genhuan. Ja, tofu je tofu, ja. Tofu je tofu, ni nadomestek, je pač eno od pomembnih živil, enakovreden mesu in zelenjavi. Na Kitajskem ga uporabljajo vsakodnevno, sam ga naročam v restavracijah tedensko, tako da ga imamo doma vedno na zalogi. Ne maram pa smrdljivega tofuja, njegov vonj je grozen, kot denimo vonj durijana, ampak če odmisliš, vonj je dejansko zelo okusen. Tofu je živilo staro 2000 let, a se zdi, kot bi bilo narejeno za današnji čas. Je produkt narave, ne vsebuje ne holesterola, ne glutena, ima zelo malo kalorij, vsebuje veliko železa in kalcija, predvsem pa je pomemben vir beljakovin za ljudi, ki ne uživajo mesa. Vse v zraku mirno. Na polju samo tih vetrc se z rižem poigrava. Mimogrede na olimpijskih igrah.